V hipu lahko življenje, polno pustolovščin, ki ponuja pisano zgodbo izkušenj, družine in ljubezni, nenadoma dobi temnejši odtenek sive. S vsakim dnem odsotnost najbolj ljubljene osebe širi dušečo temo, dokler na koncu luč upanja ne ugasne zavedno in za seboj pusti vprašanja tam, kjer bi morali biti ljudje. Številka 20. 27. februarja 1989 so zaposleni, ki so prispeli v podjetje za izdelavo okvirjev za slike v Norcrossu v Georgiji, našli svojo stavbo poplavljeno zaradi škropilnega sistema, ki se je sprožil zaradi požara na delovnem mestu računalniške programerke Lise Geise. 26-letnica je dan prej delala sama. Območje je bilo ožgano in odkrili so nekaj zloveščega. Ob Lisa Geisini mizi se je nabirala telesna tekočina, ki so jo škropinci razredčili in uničili. In Lisa je bila pogrešana. Policija, ki je preiskovala prizorišče, je v bližnjem gozdu našla 4 pičla 5-kilogramski zagozdu za vrata, premazano s onesnaženo rdečo tekočino, za katero menijo, da bi lahko bila potencialno orožje. Lisin torbico, v kateri je bilo vse razen njenih avtomobilskih ključev, so našli na bližnji strehi, potem ko je pozvonil pozivnik. Njen Nissan Pulsar iz leta 1983 so našli eno ulico stran. Preiskovalci so prav tako odkrili poskuse brisanja podatkov iz službenega računalnika. Telesna tekočina je bila razmazana po službenem vozilu in po platnenem poštnem vozičku z rdečimi madeži. Kljub dokazom pa Lise in njenega telesa niso mogli najti. Detektivi so se osredotočili na nedavno odpuščenega zaposlenega, ki je ponaredil svoj življenjepis in je bil na pogojni zaradi poneverbe. Domneva se, da je vstopil, da bi izbrisal datoteke, pri tem pa nepričakovano naletel na Liso, za katero policija verjame, da je bila umorjena, nato pa premaknjena. Testiranje z luminolom na osumljenčevem BMW-ju je pokazalo sledi, vendar so bili rezultati neprepričljivi. Leta kasneje je osumljenčeva žena namignila, da je bila Lisa odvržena v enega izmed vodnjakov na njihovi posesti, vendar iskanje ni prineslo rezultatov. Primer Lise Geise ostaja nerešen. Nihče ni bil aretiran, njena družina pa verjame, da ne bi odšla tik pred načrtovano poroko, ki naj bi se zgodila že čez nekaj tednov. Številka 19. Večina izmed nas pozna izraz veliki brat, frazo, ki je bila prvič uporabljena v distopičnem romanu 1984, ki ga je George Orwell napisal leta 1948 in še danes velja za mojstrovino. V knjigi Orwell opisuje prihodnost, v kateri celoten svet upravlja ena sama vlada. To je obdobje zatiranja, v katerem je javnost prisiljena ubogati ukaze ali pa jih odpeljejo v skrivno sobo, sobo 101, iz katere pridejo duhovno in psihološko zlomljeni. Najbolj zapomnjen vidik knjige je, da so vsi pod stalnim nadzorom in vsak napačen korak ali dejanje upora je kaznovano z izjemno strogostjo. V resničnem svetu se mnogi bojijo, da to postaja resničnost, saj so varnostne kamere povsod. In celo dokazano je bilo, da vlade po svetu vohunijo za svojimi državljani. Dober primer tega je, ko nekdo z enim od svojih prijateljev ustno ali iz oči v oči razpravlja o nakupu novega izdelka, nato pa mu že čez nekaj minut na eni od pametnih naprav začnejo prikazovati oglase prav za ta izdelek. Prav tako je bilo dokazano, zahvaljujoč žvižgačem, da so agencije, kot je NSA, že dolgo časa prisluškovale telefonskim klicem ljudi, čeprav so vedno trdile, da nikoli ne bi na tak način posegle v njihovo zasebnost. Rezultat je povečanje paranoje med splošno javnostjo, še posebej zato, ker večina od nas potrebuje svoje naprave, kot so mobilni telefoni in prenosniki, da si služimo kruh in ostajamo v stiku z našimi najdražjimi. Teorije zarote na to temo so se začele množiti v zgodnjih 2000-ih, ko je bilo napovedano, da bodo analogno televizijo sistematično ukinili in jo nadomestili z digitalno televizijo. Prva država, ki je uvedla to spremembo, je bila Nemčija, ko so leta 2003 v tej državi izklopili vse zemeljske analogne signale. Ameriška vlada se je odločila, da bodo analogni signali izklopljeni leta 2009. Mednarodni rok za ta prehod pa je bil potrjen kot leto 2015. Razlog za preklop je bil v tem, da bi se lahko analogni spekter uporabil za druge namene. S tem bi se sprostil za oddajanje 4G in 5G storitev. Prehod na digitalno pa bi gledalcem omogočil tudi boljšo kakovost slike in zvoka med gledanjem njihovih najljubših oddaj. Poleg tega bi digitalna tehnologija omogočila oddajanje veliko več kanalov, hkrati v istem frekvenčnem prostoru.
Za večino ljudi je bila to razburljiva novica, saj bi zdaj lahko gledali svoje oddaje v višji ločljivosti, vendar pa niso vsi menili, da je to dobra ideja. Najprej so nasprotovali ideji, da nimajo izbire in morajo preiti na novo tehnologijo, ter so menili, da se v ozadju dogaja nekaj bolj zloveščega. Teoretiki zarote so začeli izrekati bizarne trditve in mnogi ljudje so se začeli z njimi strinjati. Bili so zaskrbljeni, da bodo nove digitalne televizije, ki jih bomo potrebovali za gledanje televizije, opremljene s skritimi kamerami, ki bodo spremljale vsak naš gib, ko bomo v hiši ali pisarni. Tudi bolnišnice, vladne stavbe in drugi javni prostori, kot so bari in restauracije, niso bili imuni. Ko bi bila zamenjava dokončana, bi bil praktično ves svet pod 24-urnim nadzorom, zasebnost pa bi bila neobstoječa. Te informacije bi se nato lahko uporabile za različne namene, kot so oglaševanje in splošno vohunjenje. Kljub tem trditvam ima zdaj večina ljudi digitalne televizorje, vendar se mnogi še vedno ne počutijo udobno v svojih domovih, saj imajo občutek, da jih veliki brat nenehno opazuje. Številka 18. Narodni park New River Gorge je dom razburkane reke z brzicami, ki teče skozi globoke kanjone Soteske. Kljub svojemu imenu je reka New River pravzaprav ena najstarejših na celini. Sam park se razprostira na več kot 70.000 akrih in ponuja številne slikovite razglede. Čeprav je ta park lep, je, tako kot mnogi drugi, nevaren in neusmiljen. Tukaj je bilo skozi leta več izginoti in prav proti temu kraju so Jasmine Michelle Cruz nazadnje videli teči, preden je izginila v pozabo. 30-letna Jasmine je 1. aprila 2016 bila na obisku pri svoji mami. Stanovanje je bilo na območju hišnih številk okoli 1100 na Boonesboro Roadu v Deepwaterju v zahodni Virginiji, le 40 km od narodnega parka New River Gorge. Tistega dne se je prijeten obisk matere in hčerke hitro spremenil v prepir in v hiši je izbruhnil spor. Nikoli ni bilo natančno pojasnjeno, zaradi česa je prišlo do nesoglasja, vendar je bilo dovolj, da je ženska stekla v gozd v smeri rezervata. To bi bil zadnjič, da bi kdo videl Jasmine ali slišal od nje. Ko je bila ženska prijavljena kot pogrešana policiji, so začeli preiskavo, vendar so kmalu prišli do zaključka, da v tem primeru ni nič nenavadnega. Jasmine je bila odrasla in je smela oditi, kadar je želela. Zaradi tega prepričanja so se oblasti odločile, da njenega primera ne bodo obravnavale kot pogrešano ali ogroženo osebo. Toda do maja, ko še vedno ni bilo nobenega sledu o njej, se je policija odločila, da je potrebna nadaljnja preiskava. Takrat so začeli preiskovati dogodek in upoštevali možnost, da je bila vpletena kazniva dejanja. 18. maja so namestniki okrožja Fayette preživeli dan z iskanjem Jasmine ob rečnih bregovih in okoli hiš na območju, kjer so jo nazadnje videli. Namestnikom so pomagale kinološke enote iz skupine za iskanje in reševanje Zahodne Virginije. Kljub temeljitemu iskanju se ni pojavila nobena sled, ki bi nakazovala, kje je pogrešana ženska ali kakšna je njena usoda. Opaženo je bilo, da Jasmine nima nobenih duševnih ali telesnih težav, zaradi katerih bi bila nevarna sebi ali drugim. Glede na bližino narodnega parka New River Gorge oblasti menijo, da se je morda izgubila znotraj parka. Vendar iskanje po tem območju ni bilo izvedeno in primer ostaja frustrirajoče nerešen. Številka 17. Ljudje so bili stoletja očarani nad nočnim nebom, učenjaki pa že zelo dolgo preučujejo zvezde. Od takrat smo se veliko naučili o našem osončju in o drugih osončjih, ki so oddaljena milijone svetlobnih let. Planeti Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn so nam znani že iz prazgodovine, saj so s prostim očesom vidni na nočnem nebu. Drugi planeti pa so se izkazali za bolj izmuzljive. Prva odkritja s teleskopom so bila narejena leta 1781, ko je William Herschel odkril uran. In leta 1848 je Johann Galle odkril Neptun, potem ko je preučil delo Urbana Le Verrierja in Johna Coucha Adamsa. Pluton, ki ga danes ne štejemo več za planet, ga je leta 1930 odkril Clyde Tombaugh, zdaj pa je preklasificiran kot priklikavi planet. Od takrat smo preučevali vesolje, kolikor smo lahko, vendar nekateri teoretiki zarot, med katerimi je eden tudi znan astronom, verjamejo, da smo se motili glede enega posebnega in pomembnega vidika naše galaksije. Astronom Paul Cox je podal nekaj spornih trditev o našem Soncu in verjame, da je Nacionalna uprava za aeronautiko in vesolje, NASA, za vsem tem.
Medtem ko je večina ljudi njegove nenavadne trditve zavrnila, so ga drugi vzeli za besedo, verjetno zaradi njegove verodostojnosti kot spoštovanega astronoma. Cox je sporne izjave podal junija 2016, ko je vodil 8-urno oddajo v živo, med katero je razpravljal o prehodih planeta Merkur čez Sonce. Oddaja je bila predvajana na spletni strani SLU, vendar je dobila nepričakovan zasuk. Ko je govoril o takratnem položaju Merkurja na svojem zaslonu, je nenadoma izjavil: "Morda se sprašujete, kaj je tista velika okrogla stvar tik ob Soncu?" Na to je mimogrede omenil, da gledalci gledajo Zemljino drugo Sonce in šaljivo pripomnil, da večina ljudi verjetno sploh ne ve, da obstaja. Gledalci so bili takoj presenečeni nad to sporno izjavo. Nekateri so sprva mislili, da se Cox šali, a kmalu je postalo jasno, da je glede tega zelo resen. Nadaljeval je z razlago, da je to drugo Sonce običajno skrito pred očmi javnosti strani več agencij, med katerimi je tudi NASA, vendar ni razkril imen drugih agencij, ki naj bi bile vpletene v to srhljivo zaroto. Kot je bilo pričakovati, so te izjave takoj povzročile razburjenja na spletu. Blogerji, ki verjamejo v teorije zarote, so sedli za tipkovnice in začeli pisati o drugem Soncu, ki naj bi bilo pred nami skrito desetletja, medtem ko so drugi na družbenih omrežjih širili novico, da nam je vlada vse življenje lagala. Težava te teorije zarote je v tem, da jo je predlagal nekdo, ki je bil do tistega trenutka spoštovan na svojem področju in je v svoji karieri opravil veliko lastnih raziskav. Zaradi tega so teoretiki zarote hitro pridružili temu valu in začeli preplavljati internet z novicami o tej domnevni prevari. Coxovi kolegi astronomi so hitro opozorili, da je bil objekt, na katerega je kazal, ko je izrekel te komentarje, v resnici planet Merkur, o katerem je ves čas govoril. Njegove trditve so zavrnili tako drugi astronomi, kot tudi strokovnjaki, ki so javnost pomirili, da imamo samo eno Sonce in da pred nami ni skrito nobeno takšno nebesno telo. Številka 16. AJ Bro, državljan mesta Homer v Louisiani, je bil priljubljen član svoje skupnosti. Zadnja 3 desetletja je delal kot prodajalec v lokalni trgovini z oblačili. Bil je ločenec in imel je 3 hčere. AJ je imel tudi nekaj nesrečnih zapletov, predvsem z alkoholom. Ko je leta 1983 dosegel prelomno točko, se je odločil, da je dovolj. Moški je poiskal pomoč in do leta 1991 je bil 8 let trezen. Potem, ko se je naučil iz svojih napak, je 50-letnik storil vse, da bi pomagal drugim, ki so trpeli zaradi iste težave. Postal je tajnik lokalnih srečanj anonimnih alkoholikov, v upanju, da bo pomagal spremeniti življenje drugih, ki jim je grozila enaka usoda. AJ-jeva prizadevanja pa so se avgusta končala, ko je skrivnostno izginil in ni pustil nobenih sledi o svoji usodi. Bilo je 28, ko je zapustil redno srečanje AA in nato odšel čez cesto v trgovino, da bi kupil mleko. Svoj avto, Ford Tempo, je pustil na parkirišču parka Jim Bowie, kjer so potekala srečanja. Ni jasno, ali je AJ prišel v trgovino ali kaj kupil. Ni znano, ali je izginil preden je vstopil v notranjost, ali pa je izginil kasneje. Takrat je AJ živel pri eni od svojih hčera in ko se tisti večer ni vrnil, ga je naslednji dan prijavila kot pogrešanega. Minil je cel dan, preden so preiskovalci naleteli na Tempo, zapuščen nasproti kluba Easy Does It. Vozilo je bilo zaklenjeno, v njem pa je ostalo veliko njegovih osebnih stvari, vključno z denarnico, čekovno knjižico in bančno torbico s $165. Na kraju dogodka so manjkali avtomobilski ključi in škatla mleka. Tudi rezervoar za gorivo je bil prazen, čeprav ga je napolnil le nekaj ur prej. Novica, da je ugleden občan Home pogrešan, se je hitro razširila po skupnosti in skoraj takoj so začela prihajati občasna opažanja. 30. avgusta, na isti dan, ko so našli vozilo, je dolgoletni prijatelj Kenneth Pellegrin dejal, da je srečal AJ-ja. Trdil je, da je pogrešani moški uporabil telefonsko govorinico pred trgovino. Kennedy ga je opisal kot razmršenega in ne tako družabnega, kot je bil običajno. Opazil je tudi, da so AJ-ja opazovali 3 moški v rdečem majhnem avtomobilu. Prijatelj je tudi ugotovil, da je bila njegova obleka nenavadna in zanj netipična. Nosil je flanelasto srajco, ohlapne hlače in stare teniske, ki niso delovale, kot da bi bile njegove. AJ je imel na večer svojega prvega izginotja oblečeno belo srajco in kravato. Ko je Kenneth vstopil v trgovino in nato spet prišel ven, sta bila tako njegov prijatelj kot rdeči avto izginila.
Kasneje tisti dan je še en znanec domnevno opazil AJ-ja in zlovešči rdeči avto. Vozil je po podeželski cesti 8 milj izven kraja Homer. Naslednje pričevanje očividca bi razkrilo še bolj zlovešče informacije. Domnevno je videl 3 moške, ki so neznanega moškega silili v bel avto v parku Jim Bowie, na točno tistem mestu, kjer so našli tempo. Primer bi na to dobil resno zlovešč preobrat, ko je na policijsko postajo prispelo sporočilo, ki je namigovalo, da je bil AJ tistega večera, ko je izginil, pod vplivom alkohola in da si je sam povzročil rano v trebuh. V sporočilu je pisalo, da so ga nato dali v bombažno vrečo in ga zvalili čez brežino močvirskega rokava blizu jezu. Jazz, na katerega so se sklicevali, je bil blizu parka, zato so detektivi hitro začeli obsežno iskanje, vendar niso našli ničesar in so zaključili, da je bilo pismo le morbidna potegavščina. Naslednje možno opažanje pogrešanega moškega je bilo 24. septembra. Prebivalka Lockporta, Christy Bordeaux, je opazovala kombi, ki se je ustavil blizu njene hiše. Neurejen moški je omahnil iz vozila, domnevno je zaudarjal po alkoholu. Moški je pristopil k njej in jo vprašal, ali bi želela kupiti vrečo zamrznjenih rib. Ona je odklonila in moški je odšel. Christy je mislila, da je videti znan in da bi lahko bil AJ. Ko so ji pokazali starejšo policijsko fotografijo AJ iz njegovih dni pitja, je bila prepričana, da je moški, ki ga je videla, tisti, ki so ga iskali. Toda ne glede na ta opažanja, je AJ ostal zlovešče pogrešan. Vozil, s katerimi so ga videli, nikoli niso našli, skrivnostnih moških pa nikoli niso identificirali. Številka 15. V 20. letih prejšnjega stoletja je kitajska nacionalistična stranka predlagala, da se na reki Jangtze zgradi ogromen jez. Ideja za ta projekt, ki je danes znan kot projekt 3 sotesk za varstvo voda na reki Jangtze, je bila za nekaj let odložena, vse do leta 1953, ko so se odločili, da izvedejo študijo izvedljivosti in izberejo lokacijo. Eden glavnih razlogov za izgradnjo je bil nadzor nad uničujočimi poplavami, ki so nastale, ko je reka prestopila bregove. Poleg tega pa bi omogočil tudi notranjo trgovino in proizvodnjo električne energije za več območij v državi. Veliko ljudi je takoj podprlo projekt, vendar so nekateri menili, da je to slaba ideja. Bali so se, da bi jez lahko propadel in da bi več kot 1,3 milijona ljudi izgubilo svoje domove in morda celo svoje življenja. Če bi se to zgodilo, bi bilo veliko ikoničnih kulturnih znamenitosti popolnoma uničenih, arheološka najdišča bi bila izgubljena, ljudje, ki živijo ob reki, pa bi ostali brez vsega. Potem je bila tu še teorija, da bi zadrževanje tako ogromne količine vode, približno 42 milijard ton, škodovalo planetu. Nasprotniki so trdili, da bi voda povzročila nenaravno premikanje Zemlje, kar bi povzročilo naravne nesreče, predvsem potrese in zemeljske plazove po vsem svetu, zaradi česar bi veliko ljudi izgubilo življenje ali bilo pregnanih iz svojih domov. Nato je bilo predlagano, da se namesto tega zgradi niz jezov. Bili bi manjši, lažji za upravljanje in bi vsebovali manj vode kot predlagani projekt. Proizvajali bi enako količino električne energije kot velika jez in prav tako učinkovito nadzorovali poplave na tem območju. Toda njihove skrbi so naletele na gluha ušesa. Kljub temu so njihovi strahovi povzročili 40-letno zamudo pri gradnji jezu, ki se je končno začela leta 1994. Toda tudi takrat projekt ni bil brez težav. Ko je zmanjkalo sredstev, je kitajska vlada zaprosila Svetovno banko za posojilo, vendar je bila zavrnjena, saj so obstajali strahovi, da bi jez povzročil okoljske težave. Prva faza gradnje je bila zaključena leta 1997, leta 2003 pa se je rezervoar začel polniti. To je povzročilo, da je bilo kar 1200 pomembnih arheoloških najdišč za vedno izgubljenih. Glavni zid jezu je bil dokončan leta 2060, let kasneje pa je bil projekt uspešno zaključen. Leta 2024 se je začela širiti viralna trditev, da naj bi voda v jezu 3 sotesk povzročila upočasnitev vrtenja Zemlje. Ta trditev je bila raziskana in izkazala se je za resnično, vendar so ugotovili, da je bila sprememba v vrtenju zanemarljiva, saj se je Zemlja vrtela le približno 0,06 mikrosekunde počasneje kot običajno. To je prineslo veliko olajšanje milijonom ljudi po vsem svetu. Toda kot se pogosto zgodi, so nekateri teoretiki zarote zavrnili te podatke in začeli širiti nenavadne trditve o tem, kaj naj bi se po njihovem mnenju v resnici dogajalo. Trdili so, da je ogromna količina vode, ki je povzročila neravnovesje v zemljini rotaciji, začela vplivati na vremenske vzorce planeta.
Bili so tudi prepričani, da je to povzročilo nekatere nedavne potrese in naravne nesreče. Vendar pa niso mogli predložiti nobenih dokazov, ki bi podprli to teorijo. NASA je poudarila, da se Zemljina rotacija tako ali tako spreminja in da bi morali vsakršne strahove, da na naš planet negativno vpliva jez treh sotesk, zavrniti kot obrobno teorijo in nič več. Številka 14. Ime Lloyd Lionel Gaines morda ni znano vsem, vendar je bil 3 mesece pred svojim izginotjem pomembna osebnost. Lloyd je zmagal na vrhovnem sodišču ZDA, ki je odločilo, da mora zvezna država Missouri ali sprejeti njega na pravno fakulteto ali pa zgraditi ločeno, a enakovredno šolo za Afroameričane. Njegov 3-letni pravni boj je na koncu tlakoval pot za desegregacijo univerz po vsej državi in tako je lahko uresničil svoje sanje, da postane odvetnik. Nažalost so se Lloydove sanje takoj po razsodbi v njegovo korist spremenile v nočno moro. Bil je deževen večer, marca 1939, ko je Lloyd zapustil svoj dom v St. Louisu in vratarju povedal, da gre le na hitro po znamke. Z tega opravka se nikoli ni vrnil in nihče ga ni nikoli več videl ali slišal zanj. Ker je bil Lloyd samotarec, je minilo več dni, preden je kdo sploh opazil, da ga ni, in še dodatnih 7 mesecev, preden je to postalo javno znano. Časopisi po vsej državi so objavili njegovo fotografijo in ob njej zapisali, da je pogrešan. Ta prizadevanja niso prinesla nobenih konkretnih sledi in v naslednjih nekaj mesecih so se začele širiti govorice o nenadnem izginotju Lloyda. Nekateri so ugibali, da je postal žrtev segregacionistov, ki so mu vzeli življenje, medtem ko so drugi menili, da je pobegnil iz tega območja in živi drugje. Občasna opažanja so Lloyda postavljala v New York kot učitelja in v Ciudad de Mexico, potem ko naj bi bil podkupljen, da opusti tožbo, ki jo je vodil. Nobena od teh trditev ni bila nikoli potrjena. Glede na obdobje, v katerem je Lloyd izginil, policija tega nikoli ni preiskovala. Prav tako pa ni jasno, ali je njegova družina sploh kdaj šla na policijo prijaviti njegovo izginotje. Večina njegovih sorodnikov še vedno živi na tem območju in čaka na preobrat, ki morda nikoli ne bo prišel. Leta 1951 je novinar po imenu Edward T. Clayton objavil članek o tem primeru. Njegovo poročilo ostaja najbolj temeljita preiskava izginotja Lloyda, vendar še vedno ni moglo dokončno potrditi, kaj se je zgodilo s pogrešanim aktivistom. Do zdaj so bili vsi dokazi izbrisani in primer bo ostal še ena nerešena skrivnost izginotja. Številka 13. Zaradi pouka geografije v šoli vemo, da so potresi povzročeni zaradi nenadnega sproščanja energije vzdolž prelomnic Zemlje, običajno zaradi premikanja njenih tektonskih plošč. A zdi se, da niti to osnovno znanje ni sprejemljivo za nekatere teoretike zarot. Eden izmed nasprotnikov tega znanja je duhovnik iz Irana in povzročil je kar nekaj razburjenja po vsem svetu leta 2010, ko je podal nekaj nenavadnih in spornih trditev o tem naravnem pojavu. Potresi so v Iranu pogost pojav, saj ta država vsako leto doživi več potresov kot večina drugih držav. Takratni predsednik države, Mahmud Ahmadinejad, je napovedal, da bo prestolnico Teheran prej ali slej prizadel močan potres in predlagal, naj se 12 milijonov prebivalcev, ki tam živijo, preseli na varnejša območja. To je smešna trditev, saj bi bila preselitev tolikšnega števila ljudi logistična nočna mora. Poleg tega pa bi mnogi zavrnili, da bi zaradi strahov in napovedi enega človeka zapustili svoje domove. A v primerjavi s trditvami Kasema Soleimanija se Ahmadinejadove zdijo skoraj verjetne. Soleimani povzročil ogorčenje po vsem svetu, potem ko je namignil, da potresi niso naravna nesreča, temveč jih povzročajo ženske, ki se neprimerno oblačijo. Prav tako je okrivil ženske, ki prešuštvujejo, druge, ki po njegovih besedah kvarijo svojo čistost in ženske, ki so moške zapeljale na kriva pota. Njegove razodetja so bila skoraj zagotovo pretirana reakcija na dejstvo, da se številne mlade ženske v Iranu nočejo oblačiti v skladu s pravili islama, ki jim prepovedujejo razkrivanje kateregakoli dela telesa nesorodnim moškim, razen obraza, rok in stopal. Njihovi lasje, vratovi in preostali deli telesa morajo biti pokriti, ko so v javnosti. Toda skozi leta se je vedno več žensk odločilo, da bodo kršile ta pravila, kar je očitno razjezilo Sadikija. Med enim od pridig je trdil, da mu je božja avtoriteta spregovorila in mu povedala, da državo prizadenejo nesreče, kot so potresi. Dodal je, da bi se tem nesrečam lahko izognili le, če bi se ženske začele primerno oblačiti in se vrnile k svojim verskim koreninam.
Omeniti je treba, da so se ženske, o katerih je govoril, zgolj odločile nositi oprijete plašče in rute, ki so razkrivale nekaj las, kar pa ni dovoljeno. Na vprašanje, kdaj bo ta potres prizadel Iran, je Sadiki trdil, da ne more navesti natančnega datuma, vendar je ponovil, da je le vprašanje časa, kdaj bo nesreča udarila. Prav tako je predlagal, da se prebivalci Teherana takoj preselijo, ali pa naj se vsaj 5 milijonov od 12 milijonov prebivalcev preseli, da bi zmanjšali število življenj, ki bi jih potres lahko zahteval, ko bi končno udaril. Njegove misli je ponovil tudi minister za socialo, ki je izjavil, da sta molitev in kesanje edina načina, da se izognemo tej nesreči, ter da bi morale zadevne ženske začeti prositi za odpuščanje za svoje pregrehe. Seizmologi so iransko vlado opozorili, da bo Teheran prej ali slej prizadel močan potres, nekateri pa so celo predlagali, da bi prestolnico preselili drugam, da bi rešili čim več življenj. Sadiki verjame, da če se ženske v Teheranu ne bodo odločile za kesanje in ne bodo opustile svojih grešnih poti, bodo povzročile neizmerno katastrofo, ki bo terjala nešteto življenj in pahnila državo v finančno krizo, od katere si bo opomogla šele čez desetletja. Številka 12, Sherry Doherty, je postala še en primer nepojasnjenega izginotja. Rojena je bila julija 1963 in je odraščala v Paradise Valley v Arizoni. Leta 1991, pri 28 letih, je živela v severovzhodnem delu Phoenixa. Živela je s svojim fantom v delu ulice East Via Estrella, okoli številke 6400. Oba pa sta si služila kruh kot obrezovalca dreves. Čeprav je ta fasada kazala na srečno življenje, je bila resnica daleč od tega. V hiši je tičalo nekaj temnega. Po vseh podatkih je Sherry ohranjala svojo vedro zunanjost, kljub vsemu, kar se je dogajalo v njej. A vendar bi bila ta vedra podoba tistega leta izginila s prizorišča, ko je nekaj resnično nenavadnega zajelo Paradise Valley. Bilo je 29. marca, ko je Sherry zapustila svoj dom in se odpravila proti Paradise Valley Mallu. Nameravala je kupiti kopalke in je svojega fanta prosila za nekaj denarja. Z veseljem ji je ustregel in ona je odšla. Stopila je v temo noči ob 20. uri. Nikoli več je niso videli. Šele nekaj dni kasneje, po več neodgovorjenih telefonskih klicih, je družina Sherry postala zaskrbljena in ugotovila, da se tiste usodne večeri po obisku nakupovalnega centra nikoli ni vrnila domov. Sorodniki so sprva sami začeli iskanje, potem ko so izvedeli, da je šla v nakupovalni center. Odpravili so se na parkirišče nakupovalnega centra, kjer so našli Sherryn zapuščeni zeleni El Camino. Vstal je na parkirišču pred trgovino Target. Družina je takoj opazila nekaj nenavadnih podrobnosti v zvezi s to najdbo. Najprej je bil voznikov sedež pomaknjen bolj nazaj, kot je bila Sherry vajena. Bila je visoka 160 cm, položaj sedeža pa je nakazoval, da ga je uporabljal nekdo precej višji. Denarnica, torbica in osebni dokumenti, zdaj pogrešane ženske, so bili vsi najdeni v njenem domu v East Villa Estrella. Sčasoma so oblasti izvedele za nenadno izginotje Sherry in zaslišale njenega fanta. Povedal jim je o nenadnem obisku nakupovalnega centra zaradi kopalk. Ni pa pojasnil, kako se je noč razvila do te točke. Kopalke niso bile nujna stvar in bi lahko počakale do jutra. Ko so policisti začeli bolj podrobno raziskovati, so odkrili temne skrivnosti, ki so preganjale ta dom. Izkazalo se je, da je imel par zgodovino družinskih sporov, pri čemer je bil fant pogosto veljal za pobudnika. Detektivi so hitro prišli do zaključka in Matthewa Chalesa označili za glavnega osumljenca v primeru. Njihovi sumi so se še okrepili, ko so priče razkrile nekaj pretresljivega. Domnevno se je Chales več posameznikom hvalil, da je storil popoln zločin. Domnevno je trdil, da je ubil Sherry in jo vrgel v sekalnik za les. Vendar pa nikoli niso našli nobenih dokazov za to trditev in policija ni mogla potrditi, ali je sploh umrla. Zdi se, da ni bilo ničesar, kar bi namigovalo, da je temu tako. Leto kasneje je bil Chales aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ponovno leta 1995 zaradi napada in kršitev v zvezi z mamili, nato še zaradi istega razloga leta 1999 in leta 2007. Naslednjih nekaj let je primer Sherry Doherty ostal neaktiven, vse do nepričakovane novice marca 2016. Qatar News je poročal, da je policija v Phoenixu morda blizu aretacije v tem primeru. Niso podali dodatnih podrobnosti, vendar skoraj desetletje kasneje še vedno nihče ni bil obtožen v zvezi z izginotjem. Številka 11.
Projekt Modri žarek, ki ga ne gre zamenjevati s projektom Modra knjiga, ki je bil študija opažanj NLP-jev, prav tako vsebuje elemente nezemljanov. Toda po mnenju teoretikov zarote vključuje tudi religijo in zlovešč načrt vlad po svetu. Ta teorija obstaja že od 90. let prejšnjega stoletja, ko jo je kanadski novinar Sergej Monast prvič predstavil svetu. Čeprav svojih virov nikoli ni razkril, je trdil, da NASA vodi operacijo, med katero naj bi z uporabo holografskih slik in manipuliranjem z mislimi ljudi vzpostavili religijo nove dobe. Trdil je, da naj bi bil projekt izveden v 4 fazah. Prva faza bi vključevala potrese, ki bi se zgodili po vsem svetu, vendar to ne bi bili običajni potresi. Te potrese bi povzročile iste vlade z zelo specifičnim ciljem. Ko bi se potresi umirili, bi arheologi začeli prihajati do prelomnih odkritij pod na novo razgaljeno zemljo. Ta odkritja bi postavila naše razumevanje religije in zgodovine pod vprašaj in mnogi ljudje bi namesto tega začeli slediti prej omenjeni religiji nove dobe. Nato bi tehnologijo uporabili za projiciranje holografskih podob božanstev na nebo, da bi jih vsi lahko videli. To bi povzročilo, da bi veliko ljudi verjelo, da so bili priča nečemu globokega pomena in da morajo začeti slediti tej novi religiji. Naslednji korak bi bil, da bi ljudi prepričali, da z njimi komunicirajo na telepatski ravni. To bi dosegli z uporabo nizkofrekvenčnih valov, ki bi po Monastu ustvarili iluzijo glasov, ki jim govorijo v mislih. Nazadnje bi 4. faza vključevala pojav lika, podobnega Jezusu, odrešenika, ki bi se nenadoma pojavil na zemlji in prepričal ves svet, da preide na eno vlado in eno vero. Do te točke je bilo že veliko ljudi prepričanih, da je ameriška vojska razvila holografsko tehnologijo, ki bi jo lahko uporabili za zavajanje kogarkoli bi želeli. Nekateri so celo namigovali, da je nebo v resnici le ogromen zaslon in da je tisto, kar vidimo nad seboj, zgolj iluzija. Monast je dodal, da bo NASA uporabila to tehnologijo za uprizoritev lažne invazije nezemljanov na Zemljo in da bodo ljudje zlahka prevarani, da verjamejo temu, kar vidijo s svojimi očmi. Tudi Monastova smrt velja za sumljivo med teoretiki zarote. Čeprav v njegovih zdravstvenih zapisih piše, da je umrl zaradi srčnega napada, nekateri verjamejo, da so bile njegove teorije pravilne in da ga je vlada utišala, preden bi lahko razkril še več o svojem zlobnem načrtu. o njihovem zlobnem načrtu za prevzem sveta. Skozi leta je bilo v to vedno bolj razvijajočo se teorijo vključenih še več agencij, vključno s Harpom, SpaceXom in drugimi. In pojav umetne inteligence je le še okrepil njihovo prepričanje, da nam lažejo. Vendar so strokovnjaki te trditve zlahka zavrnili. Nikoli niso bili predstavljeni nobeni dokazi, ki bi podprli njegove trditve, in splošno velja, da je zgolj ugibal in svoje misli predstavljal kot dejstva. Poleg tega ne obstaja nobena holografska tehnologija, kot jo opisuje njegova teorija, saj nobena vlada nima sredstev, da bi projicirala videoposnetke invazije vesoljcev celemu svetu hkrati. Zadnji žebelj v krsto te teorije je dejstvo, da je bil dejanski datum dogodka napovedan že večkrat, vendar, kot vsi vemo, do vesoljske invazije nikoli ni prišlo. Nov svetovni red ni bil vzpostavljen in v večini držav smo še vedno svobodni, da sledimo veri po lastni izbiri. Številka 10. Leta 1990 je 34-letna Doreen Maffeo iz Johnstona na Rhode Islandu pustila svojo službo, da bi se posvetila zakonu s Stevenom, ki jo je sumil, da ima afero. Doreen je izginila 29. marca, na dan, ko ni poklicala svoje matere. Steven je trdil, da je tisti dan obiskal Doreen med nenavadno dolgim enournim odmorom za kosilo. Ko se je ob 16. uri vrnil domov, je bila ona že izginila. 2 dni je čakal, do 31. marca, preden je prijavil njeno izginotje. Steven je trdil, da so izginili kovček, oblačila in $600, kar naj bi nakazovalo, da je odšla prostovoljno. Policija pa je opazila, da so njen avto, mačke, navijalke za lase in zobna ščetka ostali doma. Prav tako pa z njunega skupnega računa ni bilo dvignjenega nobenega denarja. Preiskovalci niso verjeli, da je odšla sama, zato so se osredotočili na Stevena, ki je priznal, da je najel zasebnega detektiva zaradi svojih sumov, da ima več afer, vendar zato ni predložil nobenih dokazov. Primer je zastal. 2 meseca kasneje pa sta se pojavili 2 strojepisni sporočili. Ena je namigovala, da je vpleten Steven in trdila, da je njeno telo v ribniku v Providenceu, vendar iskanja na tem območju niso prinesla nobenih rezultatov. Drugo sporočilo je obtoževalo Doreen, da vara in navajalo domnevne partnerje.
Obe pismi so izsledili do pisalnega stroja v hiši Stefanove matere, vendar je Stefan nato zavrnil sodelovanje in najel odvetnika. Potem je primer zastal. Steven je umrl 9 let kasneje, ne da bi ponudil nikakršne razrešitve. Nikoli ni bil obtožen, izginotje Doreen Murphyja pa do danes ostaja nerazrešeno. Številka 9. Stonehenge ostaja eden najbolj skrivnostnih spomenikov, kar so jih kdaj odkrili. Omenjanje tega spomenika sega v 12. stoletje, vendar so se izkopavanja na tem mestu prvič začela šele v 1620 letih. Prvo raziskavo tega mesta je v 1660 letih opravil John Aubrey, ki je predlagal, da so Obrijeve jame, poimenovane po njem, nekoč služile kot tempelj druidov v starih časih. V 18. stoletju je spomenik preučeval William Stukeley in končno je bilo ugotovljeno, da Stonehenge sega v bronasto dobo. Leta 1882 je bil razglašen za zaščiteni starodavni spomenik. In čeprav je bilo na tem mestu, ki se nahaja na Salisburyski planoti v Wiltshireu v Angliji, opravljenih ogromno raziskav, še vedno ostaja veliko vprašanj o tej nenavadni in skrivnostni zgradbi. Opažamo, da se je gradnja Stonehengea začela pred približno 5000 leti, vendar njegovi graditelji niso nikoli pustili nobenih sledi o tem, kdo so bili ali zakaj so nameravali prostor uporabiti. V gradnji niso nikoli našli nobenih pisanih zapisov, zato obstaja veliko teorij o namenu in ljudeh, ki so ga zgradili. Ena najzgodnejših in najbolj nenavadnih teorij namiguje, da je ogromne kamne postavil velikan. Verjame se, da so se zgodnji zgodovinarji močno zanašali na ljudsko izročilo. Kadarkoli so naleteli na kaj, esa niso mogli razložiti, in velikan bi se zdel popolna razlaga za to. A ta nenavadna trditev postane še bolj čudna. Po nekaterih zgodovinarjih iz tistega časa naj bi Merlin velikanu naročil, naj na kraj prinese kamne, šarovnik, ki ga pogosto povezujejo z legendami o Arturju. Druga in verjetno najbolj razširjena teorija pa je, da so ga zgradili Nezemljani, ki so obiskali Zemljo pred 1000 leti. Drugi verjamejo, da so ljudem, ki so živeli na tem območju, zgolj dali tehnologijo, potrebno za premikanje kamnov, in da se je ta tehnologija sčasoma preprosto izgubila. Med teoretiki zarot je prav tako priljubljena domneva, da so ga zgradili starodavni druidi. Po tej teoriji naj bi bil spomenik uporaben za čaščenje njihovih malikov, vendar vemo, da so se prvi druidi pojavili šele približno 2000 let potem, ko je bil Stonehenge zgrajen. Zato je večina strokovnjakov to teorijo zavrnila. Potem je tu še teorija, da so ga v starih časih uporabljali glasbeniki. Raziskovalci so preučevali sestavo kamnov in ugotovili, da so modri monoliti, ko so jih udarili na določenih mestih, zveneli podobno kot boben. Toda tudi ta teorija ima pomanjkljivosti, saj se zdi malo verjetno, da bi kdo prevažal te zelo težke in masivne kamne več kilometrov daleč samo zato, da bi sestavil zapleten in komaj delujoč komplet bobnov. Nekateri pa verjamejo, da Stonehenge sploh nima pravega pomena in da sta ga zgradila dva prazgodovinska jamska človeka, ki nista imela nič boljšega za početi. Imela sta na pretek časa in sta se preprosto odločila, da bosta zložila nekaj kamnov enega na drugega. Čeprav teoretiki, ki verjamejo v to teorijo, niso uspeli pojasniti, kako naj bi to bilo izvedeno. Strokovnjaki, ki so preučevali to najdišče, so predlagali najbolj verjetne teorije, da je bil Stonehenge uporabljen kot tempelj, pokopališče in astronomski koledar. To je večina strokovnjakov sprejela kot verjetno in ni dvoma, da se bo v prihodnjih letih in desetletjih pojavilo še veliko teorij o Stonehengeu, ki bodo nedvomno tako nenavadne, kot pričakujemo. Številka 8. Kje je sladki Jimmy? To vprašanje prevladuje v svetu boksa že od leta 2003, ko je javnost začela opažati, da že več let nihče ni videl Jima Robinsona, enega prvih profesionalnih nasprotnikov Mohameda Alija. Februarja 1961 se je pojavil v boksarskem ringu v Miamiju na Floridi s staro vojaško torbo polno opreme. Mladi mož sploh ni bil namenjen za dvoboj z Alijem, bil je pravzaprav zamenjava, rezervni borec, ki je v zadnjem trenutku nadomestil prvotnega boksarja. Še ni vedel, a Robinson si bo prislužil slavo zaradi svojega 94-sekundnega poraza proti bodočemu trikratnemu svetovnemu prvaku v težki kategoriji. Postal je žrtev silovitih udarcev ambicioznega boksarja in izgubil dvoboj z nokautom. Ali se je od takrat naprej vzpenjal po lestvici in postal velik boksar, kot ga poznamo danes. Kaj pa Jimmy? Jim Robinson je potem očitno izginil iz javnosti, se umaknil v senco in bil opažen šele več kot 40 let kasneje.
Prav zbiratelj avtogramov Steven Singer je dejansko odkril, da je bil boksar pogrešan. Singer je zbiral podpise vseh 50 nasprotnikov Alija, ko je leta 2003 ugotovil, da mu eden manjka. Prvih 35 je bilo enostavno dobiti. Za druge je potreboval mesece, a jih je na koncu vseeno dobil. Vse razen enega. Po pogovorih z novinarji, poročevalci, boksarskimi zgodovinarji in celo s pomočjo Anijevega starega trenerja, Angela Dundyja, so kmalu ugotovili, da nihče ne ve, kje je Jim Johnson ali kam je izginil. Kar naenkrat se je zdelo, kot da se je svet sesul sam vase. Kje je bil nasprotnik Mohameda Alija? Zdelo se je, kot da sladki Jimmy sploh ni obstajal, do tistega trenutka, ko so ugotovili, da ga ni. Navdušenci so se lotili primera, prečesavali zapise in postavljali vprašanja, na katera ni bilo odgovorov. Naslednjih 6 let se je Singerjevo preprosto zbiranje avtogramov spremenilo v enega največjih lovov na človeka vseh časov, za osebo, za katero nihče sploh ni vedel, da manjka. Tistih 6 let pa je bilo zaman. Singer, niti kdorkoli, ki mu je pomagal, ni dosegel nobenega napredka v primeru. Pogovarjal se je z nekdanjimi znanci, ki niso mogli ponuditi nič več kot hipoteze. Namigovali so, da je morda Jem postal brezdomec ali pa da potuje po svetu in uživa življenje v kakšni slikoviti državi. Če bi bila katera od teh teorij resnična, do Jema nikoli ne bi prišla novica, da ga ljudje iščejo in noben družinski član se ne bi oglasil, da bi končno odgovoril na odprta vprašanja. Veliko ljudi se spomni, da so videli Jema, vendar se zdi, da se nihče ne spomni, kdaj je bilo to nazadnje. Danes nihče ne ve, kaj se je zgodilo s pogrešanim nasprotnikom Mohameda Alija. Številka 7. Po rimski legendi je bilo mesto ustanovljeno 21. aprila 753 pr. Štutika. Njegov prvi kralj pa je bil Romul. Vendar so bila najdena nekatera arheološka dokazila, da so se naseljenci na tem območju pojavili v 10. stoletju pr. Šestonitu in začeli postavljati temelje za to, kar bo kasneje postalo glavno mesto Italije. Vendar pa po mnenju enega teoretika zarote, mesto sploh nikoli ni obstajalo, kar je zelo razjezilo arheologe po vsem svetu, ki so obsežno preučevali zgodovino mesta in tam skozi leta naredili izjemna zgodovinska odkritja. Objava se je najprej pojavila na profilu TikTokerja, ki je trdil, da mesto nikoli ni obstajalo in da je katoliška cerkev v 16. stoletju ustvarila prevaro, s katero je vse prepričala, da Rim dejansko obstaja. Teoretik zarote, o katerem govorimo, se imenuje Donna Dickens. Njena prva objava na to temo je nastala leta 2021, nato pa o tem ni pogosto razpravljala. Približno leto kasneje je ponovno naletela na kritike strokovnjakov in znanstvenikov, ko je objavila nove zapise o svojih trditvah. Kmalu potem, ko je bil video naložen, je dosegel kar 75.000 ogledov, nato pa so ga delili številni Donini sledilci, kar je zagotovilo, da so ga videli še tisoči uporabnikov na različnih platformah. V svoji objavi je trdila, da iz Rima nikoli niso našli nobenih kulturno pomembnih artefaktov. Nikoli niso odkrili nobenih pomembnih dokumentov povezanih z mestom, prav tako niso nikoli našli nobenih pravih rimskih spomenikov. Dodala je, da je bilo mesto izmišljena homogenizacija evropske avtohtone kulture, ki jo je ohranjala katoliška cerkev. Dodala je, da je bila rimska kultura, o kateri smo se učili v šoli, v resnici prevzeta od civilizacij, kot so Grčija, Azija, Turčija in Egipt. Kar zadeva slavne znamenitosti, kot sta Kolosej in Partenon, meni, da teh zgradb ni mogoče uporabiti kot dokaz, da je Rim sploh kdaj obstajal. Saj kamnov, iz katerih so zgrajeni, ni mogoče datirati z ogljikom, zato strokovnjaki v resnici ne vedo, kako stari so. Nekdo bi lahko trdil, da je pozabila na številne starorimske dokumente, ki so jih odkrili skozi leta, a tudi zato je imela odgovor. Donna verjame, da ker izvirniki teh dokumentov niso bili najdeni, so bili tisti, ki so jih odkrili, ponarejeni strani menihov, ki jim je to ponovno ukazala cerkev. Na srečo ni težko vršiti Doninih slabo raziskanih trditev. Vemo, da so v Rimu našli starodavne in izvirne rokopise. Večina jih je napisanih v latinščini in so jih napisali pomembni meščani mesta tistega časa. Ko so te trditve prišle na dan, so se mnogi spraševali, kakšno ozadje ima Donna in kakšno strokovno znanje, da lahko pride do takšnih zaključkov. Izkazalo se je, da je Donna nekdanja novinarka z področja zabave, ki je študirala antropologijo in zgodovino, vendar je opustila študij ob koncu 3. letnika. Njene trditve so strokovnjaki temeljito ovrgli, vendar žal še vedno veliko ljudi verjame, da so njene teorije utemeljene na dejstvih, kar pa vsekakor ne drži. Številka 6.
To je bil čas postavljanja rekordov. Ljudje so dosegali velike podvige kot prvi, ki so opluli svet, opravili transatlantska potovanja in se med peš odpravami zagozdili v ledu. Frank Lenz je želel, da bi bilo tudi njegovo ime zapisano v knjigah rekordov, in sicer zaradi nenavadnega podviga, da bi bil prvi človek, ki bi prekolesaril svet. Namesto tega bi postal znan iz povsem drugega razloga. Frank je bil iz Pensilvanije in je bil v skupnosti cenjen kolesar. Nekateri so menili, da je njegovo načrtovano potovanje noro, medtem ko so ga drugi ob odhodu navdušeno pozdravljali. Kolesar je pustil svojo službo knjigovodje in odhod določil za 25. maj leta 1892. V Pittsburghu je sedel na kolo in opravil zadnje priprave na 2 leti dolgo potovanje, s katerega se nikoli več ne bi vrnil. Frankova pot ga je vodila čez Severno Ameriko več mesecev, preden bi odplunil proti Aziji, kjer bi se 32.000 km dolgo kolesarsko potovanje nadaljevalo. Iz Japonske je pot nadaljeval na Kitajsko, nato v Burmo, Indijo in Perzijo. Takrat je bilo že leto 1894. Ko je Frank zapustil Perzijo, se je pripravil na zadnji del poti čez Evropo. Bilo je maja, ko je Frank prispel v Tabriz v Iranu, naslednja destinacija pa je bila oddaljena 450 km. Pričakovano je bilo, da bo Frank prispel v Erzurum v Turčiji, vendar tja nikoli ni prišel. Namesto tega je Frank postal trajna skrivnost, zaradi česar je dobil vzdevek izgubljeni kolesar. Verjame se, da je skrivnostno izginil nekje na oddaljenem območju Turške reke, vendar tega takrat še nihče ni vedel. Šele proti koncu poletja so družina in prijatelji začeli postajati zaskrbljeni. Že nekaj časa niso slišali ničesar od Franka in ni kazalo, da se bo vrnil domov. Niso mogli storiti veliko. O njegovi poti so vedeli zelo malo in niso mogli priti do njegove zadnje znane lokacije. Drug kolesar, William, pa je do neke mere spremljal njegov podvig. Odločil se je odpotovati v Erzurum, da bi preveril, ali je Frank prispel tja. William je dobil informacijo, da je moški, ki ga je iskal, potoval skozi vas, ko se je verjetno znašel sredi naraščajočega konflikta. Nažalost je izbral napačen čas za potovanje skozi Iran, saj so se ravno takrat dogajali armenski pokoli. Osmansko cesarstvo je bilo že odgovorno za več tisoč ameriških žrtev. Frank je bil morda ujet v navzkrižni ogenj, ne da bi njegovi prijatelji in družina to vedeli. Prav tako je bilo predlagano, da je moški morda postal žrtev namernega kaznivega dejanja. Morda je med svojo potjo naletel na nevarne posameznike. Kljub vsem tem informacijam, strokovnjaki in preiskovalci niso mogli ugotoviti, ali je Frank doživel grozljivo usodo ali pa se je preprosto izgubil. Številka 5. Edgar Allan Poe velja upravičeno za enega največjih avtorjev vseh časov. Čeprav njegove zgodbe in pesmi morda niso za vsakogar, glede na njihovo običajno temačno vzdušje in tematiko, ni mogoče zanikati, da je bil mojster svojega poklica in da bodo o njegovem delu razpravljali še mnoga desetletja. Njegovo najbolj znano delo, Krokar, pripoveduje zgodbo o moškem, ki zasliši trkanje na svoja vhodna vrata, kar ga prestraši, saj je pozno ponoči. Ko končno odpre vrata, se znajde iz oči v oči s krokarjem, ki ga nato začne mučiti z eno samo besedo: nikoli več. Prav tako velja za očeta detektivskega žanra, saj njegova zgodba Umor je v ulici Morg pripoveduje o takšnem zločinu, ki je bil storjen v zaklenjeni sobi, zaradi česar so bili policija in vsi vpleteni zmedeni, dokler primer ni razrešil amaterski detektiv C. Auguste Dupin. A Edgar Allan Poe ni imel lahkega življenja. Njegov oče je leta 1810, leto po njegovem rojstvu, preprosto zapustil družino. Njegova mati pa je nato zbolela za tuberkulozo, ki je leto kasneje vzela življenje. On in njegova rejniška družina so se leta 1815 preselili iz Bostona v Massachusettsu v London v Angliji, vendar so se leta 1820 vrnili v ZDA. Služil je v vojski in potem, ko je njegov brat umrl, je začel svojo kariero kot pisatelj, vendar ni šlo tako, kot si je zamislil. Njegovo delo je bilo za večino ljudi pretemno in trajalo je dolgo, preden si je lahko dostojno služil kruh. Njegova žena, Virginia Eliza Clem Poe, je umrla leta 1847, potem ko je prav tako zbolela za tuberkulozo in padel je v globoko depresijo, od katere si nikoli ni popolnoma opomogel. Sčasoma je postal priznan zaradi svojega dela in pravijo, da je bil prvi ameriški avtor, ki je preživel izključno s pisanjem. Čeprav je morda končno dosegel uspeh v svojem izbranem poklicu, naj po smrti svoje žene nikoli ne bi bil zares srečen.
In njegova lastna smrt je še vedno zavita v skrivnost, za katero nekateri teoretiki zarote verjamejo, da je bolj zlovešča, kot nam želijo prikazati. Sporni dan je bil 3. oktober 1849. Poja so našli v polzavestnem stanju v Baltimoru in po pričevanjih je bil v veliki stiski ter je potreboval pomoč. Nosil je tuja oblačila in večkrat je ponavljal ime Reynolds. Ta oseba ni bila nikoli identificirana in še vedno ni znano, na koga je pa umislil ali kakšno povezavo je imel z njegovim slabim stanjem, v katerem so ga našli. Nato so ga odpeljali v Washington Medical College, kjer je prejel zdravljenje, vendar je na koncu umrl. Nikoli ni bil dovolj priseben, da bi lahko pojasnil, kaj se mu je zgodilo ali zakaj je izginil za več dni, preden se je ponovno pojavil v slabšem stanju. Tu nastopijo teorije zarote. Osredotočile so se na dejstvo, da so Poja našli na ulici pred voliščem med volitvami. Verjameho, da je bila njegova smrt načrtovana in da je bil žrtev tejšpe kupinga, kar pomeni, da so nič hudega slutečega člana javnosti odvzeli z ulice in ga prisilili, da znova in znova oddaja glasovnico, vendar šele potem, ko so ga prisilili zaužiti snov, ki ga je naredila dovzetnega za sugestije. To seveda nikoli ni bilo dokazano, vendar nekateri teoretiki verjamejo, da to pojasnjuje, zakaj so Poja našli v tako obupnem stanju in zakaj ni nikoli prejel ustrezne medicinske oskrbe, ki bi mu tisti dan lahko rešila življenje. Številka 4. Niso vsi imeli tako sreče kot Myrtle, ki je v svoji skupnosti našla veliko ljubezen. Susan Hope zagotovo ni imela te sreče. V 70. letih je mati 3 otrok začela težko in naporno ločitev s svojim možem Raymondom. Odkrila je njegovo temno skrivnost, povezano z njuno varuško. Za nameček je Suzana, ki je imela raje ime Sue, doživela prometno nesrečo, ki bi ji skoraj vzela življenje, potem ko je zapeljala s ceste. Da bi bilo še huje, je tudi Suina hiša skrivnostno pogorela. Do leta 1979 je bila Sue že povsem izčrpana zaradi vseh nesrečnih daril, ki jih je življenje namenilo, a njena smola se tu ni končala. V upanju, da bo izboljšala svoj položaj, se je Sue preselila k svojemu novemu fantu, saj sta si zagotovila lepo stanovanje. Toda ta fant je bil v vojski in je bil pogosto nameščen drugje. Vsak dan sta si pisala, a to še vedno ni bilo dovolj. Februarja tistega leta je ugotovila tudi, da je nekdo ponaredil čeke z njenega bančnega računa. Domnevno je trdila, da ve, kdo stoji za tem, vendar nikoli ni pojasnila, kdo je ta oseba. Sue je izjavila, da se bo z njimi soočila, vendar ne vemo, ali je do tega soočenja sploh prišlo, saj je kmalu zatem skrivnostno izginila. 12. februarja so otroci prišli domov in našli sporočilo, ki jim ga je pustila mama. V njem jim je naročila, da naj gredo k sosedu, če ne bo doma, ko pridejo. Namesto tega so se otroci odločili ostati doma in nepričakovano opazovali vrata. Grozljivo je bilo, da njihova mama nikoli več ni stopila skozi vrata. Raymond pa je. Tisti večer je Raymond odšel domov, domnevno, da bi plačal preživnino, ki jo je dolgoval, a je našel otroke same in jim namignil, da jih je zapustila oseba, ki jih je imela najraje. Ko se je razvedelo, da Sue pogrešajo, je bilo kmalu razkritih več podrobnosti. Preiskovalci so ugotovili, da je ženska odšla brez dodatnih oblačil, kar ni značilno za nekoga, ki naj bi namerno zapustil svoje otroke. Soseda je kasneje ponudila naslednjo ključno podrobnost in povedala, da je videla, kako je Sue stopila v modro vozilo, ki ga je opisana kot tovornjak s kempersko nadgradnjo ali kombi. Bilo je ob 8:30 tistega jutra, ko je ženska domnevno vstopila v avto z neznanim voznikom, kar je zaznamovalo zadnjič, da jo je kdo videl živo. 29-letna mati je izginila iz Bentryja v zahodni Virginiji in ni bilo nobenih sledi, ki bi nakazovale, kaj se ji je zgodilo. Minila so leta, preden se je ime Sue ponovno pojavilo v medijih, vendar to ni prineslo nobenega olajšanja. Domnevno so leta 2016 na vznožju pečine v Kanawha Falls našli človeške ostanke. Sprva se je med preiskovalci ponovno pojavilo upanje, saj so verjeli, da so naredili preboj v več desetletij starem primeru. Toda po forenzični analizi so ugotovili, da so ostanki pripadali 6 različnim ljudem, nobeden od njih pa ni bil Sue. Zdaj je minilo še 46 let, odkar je Sue Rupp izginila v nenavadnih in zloveščih okoliščinah. V njenem primeru ni bilo nobenega napredka in primer ostaja nerešen. Številka 3.
Vsi smo že slišali različne teorije zarote o nadnaravnem, kot naprimer, da so nekateri slavni ljudje v resnici demoni, ali da te duhovi lahko spremljajo in preganjajo do konca tvojega življenja. Ali da so nekateri deli sveta portali, ki lahko človeka prenesejo v drugo resničnost. Potem je tu še teorija, da Necronomicon, izmišljena knjiga, ki jo je ustvaril avtor H.P. Lovecraft, v resnici obstaja in da je Lovecraft dejansko poskušal deliti skrivnosti o okultnem z nami ostalimi, ne da bi bil pri tem preveč očiten. Lovecraft, ki je živel med letoma 1890 in 1937, je postal znan po svojih nenavadnih kratkih zgodbah, pesmih, romanih in esejih, od katerih je večina vsebovala nadnaravne elemente in nezemeljska bitja. Na primer Cthulhu, ki se je pojavil v njegovi zgodbi Klic Cthulhuja, kar je tudi naslov pesmi heavy metal skupine Metallica. Bitje se je prvič pojavilo leta 1928 in je opisano, kot da ima glavo podobno hobotnici, obraz prekrit s tipalkami, luskasto telo, ki spominja na gumo, ter dolga ozka krila na hrbtu. Visoko je več 100 čevljev in ima roke ter noge podobne človeškim. Stoletja je Cthulhu spal v potopljenem mestu R'lyeh v Tihem oceanu. Ko so zvezde poravnane na prav poseben način, se bitje prebudi in nastane kaos. Celotno zemljo zajame kataklizma in človeštvo je skoraj popolnoma uničeno. Necronomicon je del mita o Cthulhuju. Lovecraft pa je pojasnil, da je na idejo o knjigi in njenem imenu naletel med sanjami. Pogosto jo imenujejo tudi knjiga mrtvih. Prvič pa jo je Lovecraft omenil v zgodbi z naslovom Pes. Ko je pisal o zgodovini knjige, je Lovecraft navedel, da se je prvotno imenovala Al-Azif, kar je arabska beseda, ki se nanaša na nočni zvok, ki ga oddajajo nekateri insekti. Ta zvok pa mnogi opisujejo kot podoben tuljenju demonov. Avtor knjige je napolblazni Arabec z imenom Abdul al-Hazred, ki je častil dve Lovecraftovi stvaritvi, Jog Sotota in Cthulhuja. Umrl je pod skrivnostnimi okoliščinami, leta 738, potem ko ga je napadlo ogromno bitje. Po njegovi smrti so knjigo preučevali filozofi, leta 950 pa je bila prevedena v grščino, kjer je dobila novo ime Necronomicon. O videzu knjige ni veliko znanega, vendar je Lovecraft omenil, da je vezana v usnje in da je zaklenjena z več kovinskimi sponkami. V knjigi bo bralec našel zbirko prepovedanega znanja, vključno z uroki, rituali in informacijami o starodavnih in pozabljenih bitjih, kot je Cthulhu. Toda ne more ga odpreti in brati iz njega kar vsak. Pravi se, da vsak, ki prebere besedilo, izve grozljivo resnico o resničnosti in da bo po pridobitvi tega znanja znorel. Poleg tega bo vsak, ki lahko uspešno prebere knjigo, sposoben priklicati strašljiva in ogromna bitja, ki bi lahko sejala uničenje po vsem svetu. Uporablja se lahko za odpiranje portalov v druge svetove, izvajanje temnih in prepovedanih magičnih ritualov ter razkrivanje resnice o resničnosti. Kar pomeni, da je vse, kar poznamo in vidimo, ne samo ustvarjeno, ampak tudi nadzorovano strani starodavnih bitij, ki še vedno obstajajo danes. Necronomicon je seveda izmišljena knjiga, ki si jo je Lovecraft izmislil v svoji domišljiji. Vendar veliko ljudi verjame, da takšen tekst res obstaja in da je le vprašanje časa, kdaj ga bo nekdo uporabil ter s tem pahnil svet v kaos. Številka 2. Myrtle Poke je bila steber skupnosti v Dallasu. Več kot 40 let je poučevala v šolah ISD, nekaj več kot 30 let pa je veljala za predano članico lokalne cerkve. Myrtle je bila 58 let poročena z istim moškim, zaročila pa sta se, ko je bila stara 30 let. Žal je njen mož umrl leta 2010 in pustil svojo ljubečo ženo skoraj samo. Čeprav je živela sama, je Myrtle našla družbo v skupnosti, za katero je skrbela zadnjih nekaj let. Zdaj so bili oni na vrsti, da poskrbijo zanjo. 88-letna Myrtle je začela kazati znake demence v začetku leta 2024. Čeprav je ostala popolnoma funkcionalna, vendar je imela veliko pomoči. Njena družina tisto leto ni opazila ničesar posebej nenavadnega, a nenavadno je kmalu postalo. Bil je 8. junij tistega leta, ko je Myrtle sedela na svoji verandi in opazovala svoje dvorišče v delu ulice Indian Creek Trail okoli številke 1100 v Dallasu v Teksasu. Tisti dan je na vrtu dala opraviti nekaj del in zdelo se je, da občuduje novo podobo, medtem ko je njena hči oddaleč občudovala njeno srečo, lastnost, ki jo bo kmalu prekrila tema.
Okoli 9. zvečer je ženska po telefonu klepetala s prijateljico. Povedala ji je, da pripravlja oblačila za jutrišnji obisk cerkve, kamor pa nikoli ne bo prišla. Tisto oddaljeno občudovanje in tisti prijateljski telefonski klic sta bila zadnja trenutka, ko je kdo videl Myrtle ali se slišal z njo. Izginila je nekje med 9. zvečer in naslednjim jutrom. Na klopi v vznemirljivi baptistični cerkvi Singing Hills je sedel njen sin, ki ga je takoj zaskrbela materina odsotnost. Ob nadaljnji preiskavi je ugotovil, da tudi doma ni bila in jo je takoj prijavil kot pogrešano. 10. junija je bilo za takrat že pogrešano žensko izdano opozorilo Silver Alert, organi pregona pa so pohiteli z raziskovanjem. Prve preiskave so razkrile, da je izginil tudi Miltlin črni Lexus ES 330 letnik 2004. Njegova odsotnost je vodila do domneve, da je Myrtle tistega dne odpeljala od doma z namenom, da gre v cerkev, vendar je naletela na težave ali se izgubila. Kljub obsežnim iskanjem in preiskavam, oblasti tisto leto niso napredovale. Ni bilo nobenih sledi, nobenih opažanj in nobenih namigov. Myrtle je izginila. Precej časa bo minilo, preden bo prišlo do naslednjega preboja. Do zdaj je že veliko ljudi pozabilo na pogrešano žensko, razen družine in prijateljev, katerih stiska zaradi nenadne odsotnosti se je nadaljevala. Bil je 4. november 2025, ko so končno našli Myrtlin avto, vendar njegov položaj ni bil obetaven. Bil je potopljen v potoku 5 Mile Creek, blizu poti Wagon Wheel Trail in ceste South Lancaster Road. Ležal je več kot 91 metrov od najbližje ceste. Ker so verjeli, da je Myrtle verjetno v vozilu, so se prizadevanja za odstranitev vozila iz potoka hitro začela. S tem pa se je skrivnost le še poglobila. Myrtle ni bila v najdenem vozilu. Nikjer v ali okoli območja ni bilo nobenega sledu o njej. Kot da bi Myrtle zapustila vozilo, preden je zapeljalo v vodo. Nato so se začela dodatna iskanja, tudi s pomočjo prostovoljcev in kinoloških enot. Nobenih dodatnih sledi niso našli, zato je izginotje Myrtle ostalo nenavadna skrivnost. Številka 1. Med nekaterimi bolj nenavadnimi teorijami zarote so trditve, da Luna v resnici ne obstaja, Avstralija ni pravi kraj in da so vse kamnine na Zemlji mehke, dokler se jih ne dotaknemo. Večina ljudi te vrste teorij jemlje z rezervo, vendar je ena v zadnjih nekaj mesecih pridobila nekaj pozornosti zaradi objav na družbenih omrežjih, ki trdijo, da bo Zemljina gravitacija za kratek čas izginila leta 2026. Govorica se je začela širiti po internetu v začetku leta 2026, ko je nekdo začel namigovati, da bo naša gravitacija prenehala delovati za približno 7 sekund 12. avgusta in da bo ta dogodek imel katastrofalne posledice za vse nas. Po navedbah objav naj bi bil novembra 2024 v medije pricurljal skrivni dokument NASA z naslovom Projekt Sidro. Vseboval naj bi dokaze, da je agencija vedela za ta dogodek in da se je pripravljala prav na ta datum. Eden od uporabnikov Instagrama je na svoj profil objavil video, na katerem je bilo mogoče videti moškega, ki sedi v avtomobilu. Vsebuje tudi besedilo: 12. avgusta 2026 bo svet za 7 sekund izgubil gravitacijo. NASA. Pripravljajo se, vendar nam nočejo povedati, zakaj. Besedilo je tudi trdilo, da bo gravitacija dejansko izginila za natanko 7,3 sekunde in da bo zaradi posledične katastrofe življenje izgubilo med 40 in 60 milijoni ljudi. Trdijo, da bo vsak predmet, ki ni pritrjen na tla, začel lebdeti navzgor, nato pa bo po 7 sekundah vse znova padlo nazaj na Zemljo. Zato verjamejo, da bo veliko ljudi poletelo v zrak in nato podleglo padcem, ali pa jim bodo na glavo padli veliki predmeti. Trdili so tudi, da se bo večina predmetov dvignila približno 20 metrov v zrak in da bo to povzročilo splošno paniko po vsem svetu. Drug uporabnik trdi, da ima projekt Sidro proračun okoli 89 milijard dolarjev in da NASA na njem dela že več let. Poleg tega je bilo predlagano, da je agencija želela izvesti eksperiment, da bi videla, ali bi preživeli na Zemlji brez gravitacije za 7 sekund. Nekateri so navedli, da bo posledica te gravitacijske anomalije vsaj 10 let obnove po gospodarskem zlomu. In da bomo morali začeti obnavljati naše skupnosti, saj bo skoraj vsa infrastruktura na Zemlji močno poškodovana ali popolnoma uničena.
Znano je, da bo 12. avgusta 2026 opazovan sončni mrk, vendar ostaja neznano, ali bodo teoretiki zarote to vzeli kot znak, da se bo na isti datum zgodilo nekaj veliko bolj zloveščega. Več strokovnjakov je od takrat spregovorilo in zagotovilo javnosti, da bo gravitacija na ta dan ostala povsem normalna, ter da ni treba sprejemati nobenih posebnih ukrepov, saj je teorija popolnoma izmišljena in neresnična. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb Všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.